Danes v novicah med drugim osrednja slovesnost ob metliškem prazniku, teden Karitas 2025 na poti upanja, praznično obarvan december v Krškem. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo s spomini in praznovanjem. Na današnji 26. november se v Metliki spominjajo dogodka iz leta 1942, ko so slovenski in hrvaški partizani na Suhorju uničili belogardistično postojanko. Današnji občinski praznik so sinoči obeležili z osrednjo slovesnostjo in podelitvijo priznanj. Podelili so 3 plakete občine Metlika, Gasilski zvezi Metlika za 70 let delovanja, Kmetijski zadrugi Metlika, ki že 80 let prispeva k razvoju kmetijstva in gospodarstva v Beli krajini, ter prizadevni članici folklorne skupine Ivan Navratil in Metliškega društva kmečkih žena Marjetki Sever. To je trud preko celega življenja in stkana prijateljstva, ki sem jih stkala skozi leta. Sem vesela, da so me našli, da so mi omogočili, da sem to dobila. Sem zelo hvaležna in vesela. Smo res zadovoljni in veseli za to priznanje, ker na nek način nam je to potrditev našega dosedanjega dela, potrditev dela naših kooperantov, naših članov, naših zaposlenih in popotnice za prihodnost. Prehoditi 80 let v turbulentnih časih, ki so bili za nami, niso bili enostavni. Je priznanje vsem gasilkam in gasilcem 17 prostovoljnih gasilskih društev in komisijam pri Gasilski zvezi Metlika, ki uresničujemo poslanstvo gasilstva. To je priznanje lokalne skupnosti in lokalnega prostora, da delamo prave stvari na pravi način. Slavnostna govornica županja Martina Leganjan-Žekovič se je v govoru zahvalila vsem, ki prispevajo k napredku občine. Leto med dvema občinskima praznikoma je bilo izredno pestro, zahtevno. Kot veste, ogromno investicij, ki so skozi leto prišle v sam občinski proračun. Poročali ste o nujni sanaciji strehe v podzemlju. To so veliki infrastrukturni projekti, kot so kanalizacije, vodovodi, asfaltacije. Na dogodku so podelili tudi priznanja za delo na področju športa. Prislužil si ga je perspektivni košarkar Bine Plut, za strokovno delo trenerka Metliškega rokometnega kluba Tjaša Nadu, za prispevek k razvoju in popularnosti športa pa Tekaško društvo Bela krajina. Slovesnost so posvetili 2 izjemnima Metličanoma, Ivanu Navratilu, ki se je rodil pred 200 leti, in Toniju Gašperiču, ki bi letos praznoval 80 let. Kostanjeviška občina je začela s postopkom nadgradnje obstoječe čistilne naprave. Za 2200 populacijskih enot zgrajen objekt je namreč vse od začetka obratoval s polovično zmogljivostjo, kar pa ne zadostuje več tamkajšnjim potrebam. Zaradi preobremenjenosti čistilne naprave so se v Kostaku, ki v Kostanjeviški občini upravlja z okrog 14 km kanalizacijskega omrežja in pripadajočimi objekti, že soočali tudi s težavami v procesu biološkega čiščenja odpadne vode, kar je imelo za posledico večje obratovalno-vzdrževalne stroške. Čistilna naprava je bila zgrajena že pred leti, ona ima dejansko notri so 2 jame, dejansko, kjer poteka to čiščenje, tako da ena jama je bila takrat že vzpostavljena, da pač obratuje, zdaj pa glede na to, koliko priklopov je, zmogljivosti, te trenutne, so že pač pod vrh zmogljivosti. Opremljanja in zagona druge linije biološkega čiščenja odpadne vode se je občina lotila tudi z mislijo na v prihodnjih letih načrtovane izgradnje kanalizacijskih sistemov v nekaterih zaselkih. Ker pač kapacitete so zdaj polno zasedene, karkoli hočemo v bodoče, ali preko poprpela do Kostanjevca, ali pa tale, rečemo, v Štrč-Črnečo vas do Kostanjevce, pač moramo imeti prej tudi zmogljivo čistilno napravo, drugače je vse zastonj.
Po podatkih Kostaka je sicer z javno kanalizacijo v glavnini opremljena aglomeracija Kostanjevica z globočicami, kjer ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda zagotavljajo okrog 90% prebivalcev teh naselij. Delno je kanalizacija urejena tudi v aglomeraciji Ostrog, kjer pa ta še ne obratuje. Vstopili smo v tako imenovani teden Karitas, letos pod geslom Na poti upanja. Ta znova opozarja na pomen solidarnosti, prostovoljstva in pomoči v stiski. Naša ekipa je v ta namen obiskala novomeško škofijsko Karitas. Vsako leto nudi škofijska Karitas Novo mesto pomoč več tisoč ljudem. Pomen tega je ozaveščanje ljudi v okolici, v lokalnem okolju, da Karitas obstaja, da je, predvsem, da izhaja iz besede Karitas, ki v latinščini pomeni praktično dejavno, praktično, konkretno ljubezen, pomoč bližnjemu, to, kar je cerkev delala že od samih začetkov. Na nacionalni ravni bosta potekala dva osrednja dogodka, in sicer romanje prostovoljcev in sodelavcev Karitas na Slomškovo Ponikvo ter že tradicionalni koncert Klic dobrote. V tem tednu se bodo zvrstile številne dejavnosti tudi v Novem mestu. Bodisi srečanje za naše bližnje kolege iz nevladnih organizacij, iz socialnih služb, potem srečanje za duhovnike novomeške škofije, pa predstavitev ročnih del, gospa, ki izdelujejo izdelke, kar bodo predstavili v Kolandiji, v trgovskem središču. Sledi strokovno predavanje na temo paliativne oskrbe, teden Karitas pa bodo zaključili v nedeljo, ko bodo po vseh župnijah pripravili srečanja, svete maše in druženja. V škofijski Karitas Novo mesto pa so aktivni celo leto. Posebnosti, ki jih imamo skozi leto, so na primer sodelovanje z podjetjem Krka v njihovem tednu humanitarnosti. Imamo letovanja za starejše, imamo za bisere, za otroke, za družine v Portorožu in tudi veliko na nek način družabniških dejavnosti, kjer vključujemo pretežno bolj starejše in otroke. Med drugim so izvedli tudi izobraževanje o domači negi. Udeleženci so dobili zelo veliko znanja in praktičnih nasvetov, da to lahko počnejo doma, izvajanje domače nege. Dobili so veliko informacij, kam se obrniti, na kakšne ustanove, da jim stojimo ob strani, da se znamo povezati, sodelovati. Dodajajo, da letno obravnavajo približno 400 prošenj za finančno pomoč, imajo več kot 4.500 prejemnikov hrane, psihosocialno pomoč pa poišče okoli 1000 ljudi. Folklorna skupina Društva kočevarjev staroselcev je pred kratkim v Dolenjskih Toplicah slovesno obeležila jubilejno 10. obletnico delovanja. Dogodek so poimenovali Pojemo s kočevarji. Folklorna skupina je pomemben del društva, ki s svojim delovanjem obuja in s tem ohranja spomin na tudi več kot 6 stoletij stare kočevarske običaje. Za nas je zagotovo folklorna skupina temelj našega društva in delovanja in si društva brez same folklore ne znamo več predstavljati oziroma bi bilo za društvo slabo, če ne bi več delovalo, tako da smo veseli. Začetki niso bili enostavni, priznava ustanoviteljica folklorne skupine Urška Kop. Začetki so bili zelo težki, nismo imeli nož, imeli smo, hvala Bogu, vaditelja, Franca Šprajcarja, s katerim smo začeli, skupaj z folklorno skupino Semiška Ohcet in smo v prve korake in prve nastope snovali že kaj kmalu. Večina članov folklorne skupine je potomcev kočevarjev. Jaz sem potomka kočevarjev in pač v srcu mi leži, da moram to kulturo širiti naprej oziroma predati na mlajšo generacijo. Učimo se plese pa petja, ne. Znamo tudi kaj po kočevarsko in v slovenščini, tako da ja. Ja, mislim, da se zelo trudijo, da bi ohranili svojo identiteto, predvsem z jezikom in pa tudi s plesom in pesmijo. Tako da so zelo prizadevni člani, vsi, ki sodelujejo, želijo, da se to ohranja.
Člani društva že opažajo, da njihov trud ni zaman. V zadnjih letih opažamo res skokovito zanimanje tako za udeležbo na naših dogodkih, kot tudi za udeležbo v našem muzeju, ki ga imamo v Občicah, tako da smo zadovoljni s tem, da na ta pozitiven način predstavljamo zgodovino Kočevarjev. Njihova vztrajnost in predvsem trdo delo sta dobra popotnica za to, da zastavljene cilje tudi dosežejo. Nedavno so v galeriji Jožeta Zupana na osnovni šoli dr. Pavla Lunačka pripravili posebno srečanje v spomin na dolgoletnega profesorja Jožeta Zupana. Ta se je avgusta letos poslovil, a je predtem napisal svojo zadnjo knjigo. Prireditev je ganila številne obiskovalce. Na odru je 5 sogovornikov delilo svoje spomine in izkušnje s profesorjem, med občinstvom pa je bila tudi njegova hči, ki nam je zaupala, kako se sama spominja svojega očeta. Oči, kot sem ga klicala, je bil predvsem zame zelo hitro tudi učitelj. Tako da se je zgodilo še potem, ko sem bila že odrasla, pa sem vodila kakšno prireditev, da sem ga znala vikati na odru, ker je bilo pač treba uradno to urediti. In smo imeli nekako zelo rešeno ta prastara, že grška načela, kaj je javno, kaj je zasebno. Zelo rad je imel doslednost, red, urejenost in disciplino, je nadaljevala. Ljubil je tudi urejen vrt in rože, zato je svojo nekdanjo učenko, danes upokojeno profesorico, navdušil nad obrazovanjem vrtnic. Pozneje je profesor, ki je učil tako njo, kot tudi gospoda Zupanja, Matjaž Kmecel, razvil svojo vrtnico, najprej Prešernovo, potem še Trubarjevo in jo poklonil profesorju Zupanu in on dva sta jo vzgajala in dobila sem tudi primerek jaz. In cvet iz te vrtnice je avgusta najlepši cvet iz Prešernove vrtnice, je šel tudi z njim v grob. Jože Zupan je svojo zadnjo knjigo začel pisati že pred 2 letoma, pri delu pa mu je pomagala tudi hči, ki je kasneje prevzela uredniško vlogo. Kot pravi, se je oče, ko je prišel njegov čas, poslovil, sama pa je ostala z njegovimi rokopisi in nato s knjigo. Naloga je bila kar zahtevna, pa sem pa zelo hvaležna zanjo, da smo jo pripeljali do takšnega konca, tej prekrasni njegovi galeriji, med vsemi ljudmi, ki so ga imeli radi. Tako da na koncu je vse prav. Če še ni prav, še nismo na koncu. Mnogi so v knjigo dodali poglobljene in osebne zapise ob odhodu prijatelja, učitelja, sokrajana in še marsikaj. S tem dokazujejo, da profesor Zupan ne bo pozabljen, knjiga pa ostaja trajen spomin na njegovo delo in življenje. December bo v Krškem tudi letos postregel s pestrim prazničnim dogajanjem. Trg Matije Gubca ostaja osrednje prizorišče, na katerem se bo zvrstilo veliko dogodkov. Med njimi tudi prižig prazničnih luči, silvestrovanje za otroke in silvestrovanje za odrasle. Praznično dogajanje bo zelo pestro. V mestni občini Krško v prazničnem decembru organiziramo številnimi organizacij preko 60 dogodkov. Nekaj je že takih, ki jih pač so uveljavljeni. Nadaljujemo tradicionalnimi dogodkami, s tem, da določene stvari nadgrajujemo, izboljšujemo. Tudi tokrat sodelujemo z vsemi našimi javnimi zavodi, lahko rečem, s katerimi prednjači Center za podjetništvo in turizem. Pridružujejo se nam tudi številna društva, lokalna društva, ki bodo sodelovala pri teh projektih posameznih. Vrhunec dogajanja pa prav gotovo predstavljata silvestrovanje tako za otroke kot tudi za odrasle. Na otroškem silvestrovanju se bomo zabavali z Damjano Golavšek, z Vilo Ekseno in Tinkaro Fortuna. Silvestrovanje pa bomo pričakali in Silvestrovo v družbi Nuše Derende, ki je naša lokalna izvajalka. Odpiramo tudi drsališče za najmlajše, za otroke, tudi malo manj mlajše, se pravi tiste po duši. Mlade, vsekakor pa vse to skupaj dopolnjujemo z en kup ostalimi dogodki, ki jih ne bo manjkalo. Drsališče v mestni občini Krško se odpira s prižigom lučk in bo odprto vse do konca zimskih počitnic. V sklopu prazničnega decembra mestna občina Krško 26. decembra v Kulturnem domu Krško pripravlja tradicionalno proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki jo bo spremljal praznični koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško. Pestro in zanimivo dogajanje se nam obeta decembra tudi v drugih krajih oziroma občinah.
Danes pa je to vse v novicah. Hvala za pozornost in vse dobro do prihodnjič.